tudi z moje strani. Pravzaprav ni težko govoriti z našim predsednikom, on itak vse pove, kar je pomembno. Morda imamo mi nekatere težave, kasneje še kaj dodati, pametnega in smiselnega, ampak vendar bom poskušal dodati tudi malo z evropske perspektive. Neke stvari, ki nas čakajo do naslednjega leta, ko so evropske volitve 25. maja, pa tudi kasneje lokalne volitve. Ampak omenil bi še samo to, da ta vlada Alenke Bratušek resnično nadaljuje neki razredni boj, ki je začela že še prejšnja Pahorjeva, namreč da finančno obremenjuje nekatere sloje, ki so tradicionalno niso njihovi podporniki volilni, ampak prej naši. Gre za dobršen del podeželskega prebivalstva, tudi upokojence. Zdaj, če boste gledali, kateri davki se dvigujejo, koga finančno ne bolj obremenjuje, boste videli, da so to ravno nevoljivci vladajoče ekipe. In to je elementarno nepošteno in nefer. Vsaj tisti davki, ki nas čakajo v zvezi z podeželjem, je na nek način grozno. Eden od Slovenije in goriških kmetov se je izrazil, da po letu 45 in 92 da je to že tretji poskus uničenja slovenskega podeželja in slovenskega kmeta. In je kar nekaj resnice na tem. Morda bi dodal k temu še nekaj. Glede, zadnje leto je bilo, če bi gledali celotni evropski politični zemljevid, kar neprijetno za nas. Evropska ljudska stranka oziroma mi, kateri sestavni del smo Evropo peljali praktično 15-16 let normalno skozi vse vihare, tudi skozi to krizo. Ampak se trendi nekoliko obračajo tudi na levo na evropske ravni, kar nas je lahko malo zaskrbelo. So pa prišle, hvala Bogu, zadnje nemške volitve, tudi deželne volitve na Bavarskem, ki so dale neko novo sporočilo. In še bolj prejšnjo nedeljo volitve v celotni Nemčiji za zvezni parlament še bolj odličnejše sporočilo. To je, da Nemci vendarle ne zaupajo večinsko levi politični opciji, ki bi popeljala evropsko družbo iz krize. To se mi zdi pomembno. Nemci so že tradicionalno dokaj razumski narod. Oni izbirajo razumno, svek racional, bi rekli temu Nemci, in jaz sem prepričan, da bo to vplivalo, ker nemške volitve niso samo največji dogodek, demokratični dogodek v Nemčiji, ker je pač največji demokratični prostor, ampak imajo vedno tudi pomemben vpliv na okolico in na širšo regijo, tudi na Evropo, in jaz sem prepričan, da je Merklova z svojim odličnim volilnim rezultatom zaustavila pohod socialistov. Zdaj, kot veste, je 12 nemških vlad, 12 levih vlad v Evropski uniji, 12 naših, nekaj mešanih, nekaj liberalno, klasično liberalnih, tako da vendarle se še tehnica nagiba na našo stran in jaz mislim, da se zdaj ta val, ta trend levice zaustavi in da bo to rezultiralo tudi na evropskih volitvah naslednje leto. Ključen problem, ki ga moramo rešiti, naslednjega leta je, kako privabiti ljudi na volitve. Mi imamo en problem, dolgo desetletno vzgojo, ker so rekli, da politika nekaj grdega, nekaj na k, pa da se ne splače, pa da so vsi enaki in tako dalje. In ljudem se je malo priskutila vsa ta zgodba, torej politika, ki je vendarle v osnovi neko delo za skupno dobro. In to tudi večinoma v Zahodnji Evropi, kjer je stabilna demokracija, demokratična kultura, razumejo tako. Pri nas pač ne. Pri nas celo mladi, pazite, mladi, ki so se rodili celo po osamosvojitvi in v demokracijo, smatrajo politiko kot za nekaj grdega. In seveda ne grejo voliti ali pa so privrženci kakšnih skrajnih apolitičnih smeri. To je pokazala evropska raziskava, kjer je ugotovila, da so naši mladi pač najbolj negativno nastrojeni do politike in demokracije kot take. Zato ni čudno, da se je vse na skrajni levici prejel ta demokratični socializem, pa razni koncepti, ki so skregani z demokracijo in pa parlamentarno demokracijo in v realnosti drugačne demokracije niti ni. Večkrat slišimo kritiko strankokracije, pa kritiko tega grdega kapitalizma in tako naprej, ampak če vse skupaj pogledamo, kje imajo najbolj stabilne demokracije, najbolj stabilne upokojenske sisteme? Ravno na Zahodu. Vse te, bi rekel, politične ideologeme, da lahko edino
močna redistribucija bogatstva in levica lahko zagotavljata stabilnost pokojninskega sistema, so enostavno laž. Največji stabilni sistemi, ki jih poznamo, so v demokratičnih, stabilnih, zahodnih, kapitalističnih državah in to je to. Pri nas pa nenehno poskušajo mediji in tako imenovana mainstream politika dokazovati ravno obratno. Zato so ljudje zmedeni. Veliko bolj, kot so bili pred 20 leti, ko smo vsi skupaj pričakovali nekaj novega, da se bo resnično, da bo tranzicija uspela, pa vendarle ni. Zato smo mi oblikovali tudi na kongresu, kot se spomnite, in kasneje na svetu, eno resolucijo, ki je pač priznala, slovenska tranzicija ni uspela, ravno zaradi tega, ker so stare sile tako močne. Če bi bila privatizacija izvedena, bi ti monopoli, ki jih imajo še zdaj v rokah, ne bi imeli vira, iz katerega črpajo svoje moči. Zato je naša naloga še naprej, da poskušamo to modernizacijo slovenske družbe, zlasti ekonomskega, pa tudi bančnega sistema normalizirati. Dokler bo država lastnik teh sistemov, bo imela en del politike, torej leva politika noter, svoje vire za nadaljne črpanje, za fuzijo same sebe. Infuzijo same sebe. Tega ne smemo dovoliti. Dejansko smo na začetku, ali pa vsem na nekaterih delih na začetku tranzicije, recimo 20 let nazaj. Ampak nekdo to mora sperati. Danes, ko smo se prijavili, smo slišali, da je Bratuškova rekla, dovolj je denarja do aprila. Potem je mama postavila dobro vprašanje, kaj pa pol, to bi prevedeno pomenilo, kaj pa potem. To je to. Vlada na kratki rok, ki nam vladajo, v tem času bodo poskušali še marsikaj izperati in naložiti nova bremena davkoplačevalcev. Zato je v nekem smislu trojka, če pride, boljša rešitev, kot je sedanja vlada. Ampak trojke ne bi bilo potrebno, če bi vladala Janševa vlada še naprej. Če se ne bi zgodil ta črni torek 8. januarja letošnje leto, ko so nam celo tisti, ki bi nam morali biti naravni zavezniki, obrnili hrbet zaradi nekega banalnega poročila KPK komisije. Če se to ne bi zgodilo, bi Slovenija lahko izplula iz največjih težav in normalno nadaljevala tranzicijo in vse te reformne procese. Vse reforme, ki smo mi začeli, poskušajo blokirati. Reforma, deforma. Nažalost je to tako. Zdaj bo prišla recimo trojka, ki bo postavila, ne glede na to, kaj si mnogi mislijo, nekatere stvari na svoje mesto. Ampak zaradi tega bomo vsi hudo utrpeli. Lažji pristanek bi bil, če bi vladala reformna vlada, prejšnja Janeza Janše in Slovenija ne bi tako trdo pristala, kot nas čaka pristanek sedaj. Lahko se zgodijo tudi volitve prej, državno-zborske, lahko se zgodijo. Jaz sem v tem primeru prepričan, da bo slovenski narod volil podobno kot nemški, torej racionalno, smotrno in da bodo zamenjali sedanjo vlado, ki nas je pripeljala v ta prepad. Je pa še nekaj. Ko sem prej govoril, kakšne težave imamo pripeljati volilno telo, slovensko volilno telo, ki je apolitično na volitve. Izjemno pomembno je, da naslednje leto dobimo tudi evropske volitve. In tudi lokalne volitve. Če bo močna stranka, in nismo trajna stranka, nismo meteor kot na nebo, kot nekatere druge, zato, ker nas povezuje vrednote, dobrovodstvo, smo bi rekli dobra firma in še tisto, kar je prej Mitja omenil, ko gremo na razen, se počutimo dobro, ker smo med prijatelji. In to je tisto vezivo, zaradi česar ima SDS prednost pred drugimi strankami. In če bomo drugo leto vzeli resno evropske volitve in pa tudi lokalne volitve, vam povem, da tudi kasnejše parlamentarne, če bodo kasneje, dober rezultat ne bo uspel. Običajno vplivajo lokalne in pa tudi evropske volitve tudi na ostale. Tako da ostanemo skupaj, mobiliziramo naše volilno telo, ne samo ta ozek jedrni krog, ki ga sestavljate tudi vi. Vi ste v najbolj zvestem jedru slovenskega našega volilnega telesa, ampak vse tudi ostale, ki so še tako, ki tavajo, ne vejo, kaj bi, ali ki jim politika sicer ne ustreza ali pa jim gre celo na živce. Vsak glas bo pomemben in na evropskih volitvah, in na lokalnih, pa tudi na parlamentarnih. Mi nosimo slab sloves. 29% Slovencev šlo na zadnje evropske volitve voliti.
da smo na čistem repu, daleč za zahodnoevropskimi strankami. Ampak vam še enkrat povem, izjemno pomembno je, katera stranka ima predstavnike v Evropskem parlamentu kot največjem demokratičnem organu v Evropske uniji. Jaz si ne bi želel, da je bilo tam, ne vem, 5 socialistov pa 3 pozitivci. Kakšen zgled, kakšno oceno, kakšno podobo bi ti poslanci predstavljali o naši državi. Želim vam, da se imate tukaj lepo, kot vsako leto, in da srečno potujete vsak v svoj dom. Hvala.